22. aprila je svetovni dan Zemlje, ki ga letos praznujemo že 37. In vedno več posameznikov, organizacij in držav se pridružuje praznovanju in ozaveščanju varovanju okolja. Na ta poseben dan v letu, ki je namenjen dvigovanju zavesti o varovanju okolja, so v Konjiškem centru ponovne uporabe pripravili prav poseben dan. S prikazom delovnih procesov, ki vodijo k zmanjševanju odpadkov in varčevanju z viri, želijo ozavestiti spoznanje o tem, kako smo povezani z naravo in odvisni od nje. Ker krožno gospodarstvo na tem območju izvajajo tudi v praksi z zagotavljanjem kroženja virov in materialov, je odgovornost do planeta Zemlje pomemben prispevek k ozaveščanju občanov in varovanju okolja. V ta namen so obiskovalcem na voljo brezplačne informacije o možnostih ponovne uporabe na področju tekstila. Tekstilna industrija je namreč eden izmed največjih onesnaževalcev, zato je poznavanje možnosti v izogib vnosa kemikalij in strupov izrednega pomena. Hvaležnost zemlji pa že vrsto let izkazujemo tudi v naši občini. Z nami je župan Miran Gorinšek, ki bo skupaj s konjiškimi gozdarji in še kom danes zasadil še eno lipo tukaj ob centralni čistilni napravi na Brežigalu. Še prej pa župana vabim k besedi. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, dragi mladi prijatelji, res je, da že vrsto let zaporedoma ob dnevu Zemlje v bistvu ponavljamo in vedno znova ponavljamo te iste besede o tem, kako je pomembna narava, kako je pomembno okolje za preživetje planeta in tudi človeške vrste. Če sem prav preštel, je tole zdaj 10. lipa po vrsti. Vidite, da je tamkaj ob Ceru zmanjkalo prostora in k sreči so šla prizadevanja lokalne skupnosti v tej smeri, da smo malo nadgradili standard pri varovanju okolja. Lahko smo ponosni na tole čistilno napravo in še bolj bomo ponosni, ko bomo uspeli vse uporabnike oziroma vse tiste, ki živijo v tem prostoru, priključiti, da bo v resnici vsa voda, ki odhaja iz naših domov, iz naših podjetij, šla preko čistilne naprave, preden gre v Dravinjo in od tam dalje seveda nadalje v naravno okolje. In nekako se vsako leto znova veselimo dosežkov ali pa teh korakov, po katerih napredujemo. In za letos imam eno optimistično napoved, upam, da bo vse po sreči, da bomo končno enkrat tisti najbolj umazani del konjiške industrije priključili, da ne bo šla voda tam, ampak najprej sem. In to bo velik prispevek k temu, da bo reka Dravinja zapuščala naše kraje bistveno bolj čista kot sedaj in vesel sem tega, da napredujemo. Rečejo temu korak za korakom. Korak za korakom je tudi pri tem, da vsako leto sodelujejo pri tej simbolni sadni lipe otroci iz vrtcev. Letos so to Mali grof, drugič so drugi. Pomembno je to, da začnemo pri majhnih vcepljati to zavest, kaj narava pomeni. Ob svetovnem dnevu Zemlje so Konjičani ob centralni čistilni napravi na Brežigalu zasadili lipo. Zasadil jo je župan Miran Gorinšek, pridružili pa so se mu tudi magister Franc Dover, direktor javno-komunalnega podjetja Slovenske Konjice, Aleksander Ratajc, vodja območne enote Zavoda za gozdove in konjiški gozdarji. Seveda bo ob pomoči otrok iz vrtca Mali grof, ki so drevo zalili, zapeli pesmico in zaplesali, lipa zagotovo odlično uspevala. Vsi zbrani so imeli priložnost ogleda centralne čistilne naprave
in si obljubili, da bodo lepo ravnali z našim zelenim planetom vse dni v letu. Lahko rečemo, da je med mešanimi komunalnimi odpadki cirka 30% bioloških odpadkov. Če ponazorim plastično, 1200 ton mešanih komunalnih odpadkov nastane v naši lokalni skupnosti, 30%, okrog 400 ton biologije je med mešanih komunalnih odpadki in tudi nekje v tem procentnem deležu tudi hrana. In naš namen je ravno to, da ozavestimo ljudi, tudi ko grejo v trgovino, tudi ko doma kuhajo, pripravljajo hrano, seveda ostanejo v ostanki, da tudi tisto gre ali na kompostnik oziroma v rjav zabojnik. Pri večstanovanjskih objektih je pa največja težava v tem, da ljudje mečejo te odpadke med mešane komunalne, imajo pa zraven rjav zabojnik. In razlika je v tem, pri ravnanju, predelavi in obdelavi biologije je cena okrog 60 evrov po toni, če pa zaide ta biologija med mešane komunalne odpadke, je pa ta cena od 150 do 250 evrov po toni. In tu so tisti prihranki, skriti prihranki, na katere želimo opozoriti in na katere želimo povedati, da je v enem gospodinjstvu letno potencijala med 250 in 300 evrov. Če se odgovorno nekako obnašamo, toliko lahko prihranimo. To je pa že skoraj 9 do 10 mesečna položnica za vse komunalne storitve. Ko to damo na tehtnico, vidimo, z majhnimi spremembami lahko to naredimo. Mi smo to pred 2 leti začeli delati in v naslednjih 5-10 letih verjamem, da bomo skupaj z našimi občani, z tistimi, ki so dobre volje in ki v tem pripoznajo, da je to korist, in mi smo pa zelo potrudili, da bo to tudi vplivalo tisto, kar danes nas nekako tepe tudi na finančnem področju, da bojo tudi cene temu primerno odražali. Ampak skupaj se moramo potruditi. Mi z našimi procesi bomo zelo optimirali, tisto, kar pa moramo mi dalje predajati, pa moramo zmanjšati. To je vsa logika našega početja. Zdaj pa, ker smo danes na takem čudovitem mestu, tukaj se dogaja ogromno, tamle v soseščini Center za ravnanje z odpadki, tukaj se zbere 4500 ton, to, kar sem prej omenil, tukaj se pa očisti, gre skozi 1 milijon kubikov komunalne vode, skozi to čistilno napravo. In okrog 2300 kubikov iz grezničnih gož, to se pravi 1000 greznic na letno nekje spraznimo, od 2700, ki jih imamo v naši lokalni skupnosti. Verjamem, da je postrojenje, ki je bilo zgrajeno, bi rekel, ne morem reči, da optimalno, ampak veliko še moramo narediti, da se bomo k temu cilju približali in da bo temu odrasli tudi cene. Ta čistilna naprava, lahko rečem, da deluje zelo dobro za tisto funkcijo očiščenja, ki jo je zahtevala v skladu z razpisnimi pogoji, presega, pomeni stopnje očiščenosti nad 95%, kar lahko rečem, da je odličen rezultat. Res pa je treba tudi vedeti, da je to izključno, so to komunalne odpadne vode, da tukaj ni primešanih industrijskih. In tisto je pač ena druga zgodba, ki jo moramo tudi v prihodnosti še dogovoriti in rešiti. Jaz vas bi na nekaj rad danes upozoril, ker imamo tudi mlade tukaj okrog sebe. To je tisti, kateri bojo najbolj spreminjali navade. Vi boste pač spremljali, ker pač morate storitve plačati. Da boste videli, kaj mi potegnemo iz greznic in kaj vse vidimo. Jaz verjamem, da zdaj te zabojnike nismo čisto spraznali, da ima to en specifičen in poseben von, kateri ni dober, ko se bomo spomnili, ko kakšno hrano pojemo, ko gremo na stranišče, kam to pride. Po vseh teh žilah, ki jih ne vidite pod zemljo in potem konča tu pri nas, da to očistimo in da lahko rečemo in trdimo, da voda, ki gre iz čistilne naprave v Dravinjo, je za tem področjem Dravinja, bi rekel, čistejša.